V temle razmišljanju na glas o tem, kako boste s spletnimi izobraževanji lahko najboljš pomagali svojim strankam oziroma svojim udeležencem. Hojla, Maruša tukaj. Takole, zadnje dneve sem šla sicer večinoma na Facebooku v živo z audio liveom oziroma z audio liveom, pač tisto, ko snemaš samo zvok, ampak moram priznati, da je bil zvok, vsaj po mojih standardih, tako zelo slab, da sem se odločila, da v bistvu zadevo rajš posnamem. Snemam jo konkretno kar v Screencast-O-Maticu, tako da tisti, ki ga uporabljate, ga lahko izkoristite tudi v takele namene. Skratka, ni nujno, da je zadeva samo, bom rekel, neki izobraževalni tečaj in tako naprej. Mogoče ena beseda, no, avdio je res tista varianta, ki je v online izobraževanju zelo pomembna, ne. Čeprav me mogoče se malo zdaj kontradiktorno sliši, ker velikokrat večinoma govorim samo o vizualizaciji, pa o tem, kako mora biti vizualno poštimane zadeve pa tako naprej, ampak v resnici, ne, večkrat pravijo tako, velikokrat pravijo, pa če boste pozorni, boste ugotovili tudi sami pri sebi, ne, da ljudje vam bojo oprostili slab video, slabo, ne vem, mogoče zamegljeno sliko vas ali pa mogoče, ne vem, majčkeno slabšo kvaliteto, kaj jaz vem, slajdov ali kaj takega, ampak če vas pa ne bojo slišali, pa ne bojo razumeli, pa pravzaprav niste naredili čisto nič, ne, ker v bistvu je vaš glas tisti, ki je najpomembnejši tukaj pri predajanju tega znanja. Takole, bom današnji tole razmišljanje ali kakorkoli ta hitri nasvet naredila takole. Bom povedala en primer, ne. Predstavljajte si, da se morate naučiti, ne vem, za poročni ples ali pa da se morate naučiti, da se pripravljate, da bi radi šli nekaj odplesati, kakršenkoli ples že to je, ne. Pa se odločite, pa se vpišete v plesno šolo, pa pridete na plesni tečaj, pa to tako izgleda, da v bistvu najprej poslušate enih 5 minut ali pa 10 minut o tem, zakaj je ful dobro plesati, recimo ta dotični ples, pa vam mogoče enih 5 ali pa 10 minut še razlagajo o zgodovini tega plesa, recimo od kje je prišel, kako se je razvil, kje ga najbolj plešejo. Pa vam še enih 5 ali pa 10 minut razlagajo o korakih, o elementih tega plesa in tako naprej, kaj je pomembno in tako naprej. Na koncu vam pa mogoče pokažejo za enih 5-10 minut še to, v bistvu, kako oni to odplešejo, ne. In potem je seveda tistih 45 minut, kolikor po navadi trajajo neke pedagoške, andragoške ure, je konec in vi niste niti enkrat odplesali, niste naredili niti enega plesnega koraka, niste niti izvadili niti ene, ne vem, plesne pozicije, nič. So vam pa vse predali, ne, so vam pa v tej plesni šoli predali vse znanje, veste vse o plesu, veste o zgodovini in tako naprej. Tako podobno dostikrat izgledajo delavnice ali pa neka predavanja, ki jih klasificiramo, bom rekla, kot spletna izobraževanja. Zakaj je problematično, ne, s takimi treningi oziroma s takimi delavnicami, ne, ki v resnici sploh niso delavnice, ne. Osredotočeni so na to, da v bistvu predavatelj oziroma tisti, ki zna, to se pravi tisti vsebinec, preda vse ali pa zelo veliko stvari, ki jih on ve, jih preda naprej svoji stranki, svojemu udeležencu. Zdaj, to je vse narejeno v dobri veri, ne, da smo si na jasnem, noben tega ne dela zanalašč, ne. Je pa problematično v tem smislu, ker v bistvu temu udeležencu ne doda nobene vrednosti. Ta udeleženec je izvedel marsikaj, ampak ni bil sam vključen v zadevo, ni sam streniral, ni sam sprobal te zadeve. Tako da zato je to tisto, kar jaz rečem velikokrat, ne delajte predavanj, ne šerajte s svojimi strankami, sploh če govorimo o nekih plačljivih programih. Zdaj bom mogoče dala eno majčkeno, bom rekla, majčkeno hudo izjavo, ampak sama mislim, da sploh ne bi smeli zaračunati izobraževanj, če res niso, bom rekla, aplikativne, če res ne dajo neke, bom rekla, praktične izkušnje. In bom dala recimo konkreten primer. Pred dnevi sem opazila razpisan en seminar, eno delavnico, mislim, da celo preko spleta, o vzgoji otrok. Vse super in prav, ampak iz tiste delavnice recimo sama nisem zaznala. Bilo je recimo, zakaj otrok doživlja neke določene zadeve, kaj to pomeni. Bilo je tudi o tem sicer, kako naj starši odreagiramo. Ampak dvomim, da bo predavateljica to naredila na tak način, da bo starše postavila v realno situacijo, da bo starši zorganizirala oziroma da bo starše postavila znotraj tega treninga v eno situacijo, ko morajo
ko morajo nekaj izvaditi, ko morajo sami pravzaprav pokazati, pa sprobati v bistvu, kaj lahko naredijo. Tako da, kako v praksi zdaj pravzaprav, kaj to zdaj pomeni v praksi, ne? V praksi to zdaj pomeni, da namesto da se vprašaš, kaj morajo vedeti oziroma kaj moram jaz nekomu povedati v eni taki spletni delavnici ali pa v končni fazi velja tudi za predavanja na terenu, je boljše vprašanje, da se vprašaš, kako jim lahko na delavnici zagotovim, da to prakticirajo, da to vadijo, da to trenirajo. To se pravi, tukaj izhaja tista beseda trening. Če bi šli mi v plesno šolo, je trening takrat, ko oni trenirajo, ko oni tisto res dajo v prakso. Seveda ob tem povemo marsikaj tudi teoretičnega in tako naprej, no, ampak bistvo, če res želite dobro svojim udeležencem, no, kako ne rečem, če jim res želite, da pridejo do rezultatov, jih pač morate vključiti na ta način, da jim omogočite vajo trening. In potem, ne, seveda, kaj se zgodi, ne, če to zdaj delamo virtualno prek spleta, kar naenkrat to postane res tisto, ni več enostavno dovolj samo to, da rečeš, aha, ok, zdaj sem pa samo usedel pred Zoom, pred kamero, pa bom, ali pa Skype for Business, whatever, kakšnokoli aplikacijo že, če govorimo o e-delavnicah v živo, in jim bom samo govoril vse, kar vem. Ne? Če samo govoriš vse, kar veš, je pravzaprav enostavno, ne rabiš pravzaprav nobenega treninga, rabiš mečkam prakse, da veš, kako vklopiti kamero, pa mečkam prakse, da veš, kako pošerati ekran, svoje slajde in to je to. Ne? In če potem 1 uro govoriš ali pa 2 uri, ne, mimogrede sem že nekajkrat pomenila, ne, če so e-delavnice, ki so interaktivne, potem je super, da so lahko tam 90 do 120 minut, ne, ker so ljudje aktivni, ker jim hitreje mineva čas. Ne. Če pa vi predavate 1 uro, če pa vi predavate pa v bistvu 1 uro maksimum, tam 60 do 90 minut je maksimum. Tako da vaša naloga kot izobraževalcev je zmeraj to vprašanje, kako boš zdaj to naredil, ne, da bojo tudi v tem online okolju vadili, kako boš lahko to z njimi prakticiral, ne, ker v bistvu, če smo mi v istem prostoru, ne, na terenu, je to pravzaprav dostikrat čisto enostavno, ne, pač potem, ko smo naumili in naštudirali, kakšno vajo jim bomo tako to dali, če pa smo mi na online, pa to kar naenkrat rata komplicirano. Oziroma ne komplicirano, ampak rata kar velik izziv, no, sploh če nisi doma z orodji in tako naprej. Tako da ni poanta v prenosu informacij, ampak je poanta v tem, kako boste vi svoje udeležence res pripravili do tega, da oni trenirajo. Zdaj, tako kot tudi večkrat povem, ne, vse se začne seveda z dobrim načrtom, sploh ko govorimo o e-izobraževanju, o spletnih izobraževalnih dogodkih, tam pač brez enega načrta ne bo šlo, ker je fino, ker potem na podlagi načrta seveda presodimo, kakšno orodje rabimo, poiščemo neko ustrezno orodje, se odločimo, ali bomo mogoče v živo, ali bomo nekaj posneli in tako naprej. Tako da jaz vas tukaj res vabim, no, to pravzaprav ena stvar, ki jo lahko naredite sami in pravzaprav jo morate narediti sami, no, vsaj v štartni fazi, potem kasneje vam seveda lahko tudi jaz pomagam ali pa kdorkoli drug, ki se spozna na te zadeve, da pač pogledamo, kako to tehnično prilagoditi oziroma katera orodja so najbolj smiselna in tako naprej. Drugače osnova je pa zmeraj, bom rekel, ta Instructional Design Framework, to se pravi IDF ali pa ID Instructional Design oziroma po domače načrt, izvedbeni načrt, kako se boste tega lotili. In v bistvu čistko, bom rekel, za en tak simpel način si lahko pogledate v spletnem tečaju na e-dogodek.si akademiji, tečaj je brezplačen, v bistvu vse, kar je treba, samo to, da se vpišete v akademijo, kar je tudi brezplačno. Tako da odklikajte na Google e-dogodek.si akademija ali pa odklikajte marusajovanovic.si, vas vrže v e-akademijo in boste najdali tam spletni tečaj o načrtovanju. V bistvu res osnova je ta načrt, je pa tudi res, no, da brez teorije pa tudi ne bo šlo. Tako da tisti, ki vas skrbi, ne, če pač tak pristop pomeni, da potem boste vi samo morali nekaj delati, pač svoje udeležence samo v nekaj spravljati, ne, dejstvo je, da brez teorije ne gre, ne, seveda pač mi rabimo tudi neke osnovne teorije zraven povedati, pa nekateri ljudje pač rabijo majčkeno več razumske razlage, pa tako naprej, ne, tako da tudi o tem pač seveda je v tem spletnem tečaju, pa tudi sicer bom majčkeno več v prihodnjih teh razmišljanj na glas povedala, kako pa to predvsem narediti v online svetu, ne.
ker sej ni fora v tem, ne, hitro teorijo pa to, da se poznameš, ni problematično, ne, bolje kako to zdaj vse skupaj vkalupirati ali pa kako vse to skupaj zorganizirati z vsemi ostalimi zadevami in kako to narediti, no, da pač je to na nek tak optimalen način narejeno, da ne ponavljamo kar naprej, pa da imamo pravzaprav nekako narejene ene posnetke ali kakorkoli, ki so uporabni na dolgi rok. Tako da, na tem mestu vam zaželim samo še prijetno e-dogodkanje, pa to, da v bistvu svoje udeležence res spravite, da delajo in da prakticirajo in da vadijo in ne, da jih samo zafilate z informacijami, ker tako kot velikokrat pravim, informacije se da pogooglati, tisto, kar je pa dodana vrednost izobraževanj in pa dodana vrednost spletnih izobraževanj in pa dodana vrednost vas kot izvajalcev zraven, je pa to, kako jih boste pomagali to spraviti v prakso.